Živjo! Danes se selimo v Komendo, kjer je potekala prva cestna dirka letošnje sezone. To je bila krožna dirka, ki poteka po okoliških vaseh Komende, med drugim čez klanec pri Komendi, ki je domači kraj Tadeja Pogačarja. Krog je dolg 3,2 km in ima en strmejši klanec na začetku, kjer so se delale največje selekcije. Na dirki smo ta krog prevozili 12krat, na koncu pa še dodatno enkrat v zaključni klanec, saj je bil cilj na vrhu. Skupno smo tako naredili slabih 40 km. Poglejmo še višinski profil klanca in kroga. Sam klanec ni tako strm, na najhujšem delu je okoli 7%, ampak ko ga ponavljaš iz kroga v krog, pa ga imaš hitro dovolj. Vsak krog se je seveda šprintalo na klanec in tam je bila največja nevarnost, da odpadeš. Drugače pa je krog relativno raven in se je spuščal vse do konca. Paziti je bilo potrebno le v drugem in tretjem ovinku, ki sta bila nekoliko bolj ostra, drugače pa je bil krog brez posebnosti. V Komendi je bilo pestro dogajanje skozi cel dan, saj se je poleg naše dirke izvedlo še nekaj drugih dirk. Tako so nastopili najmlajši otroci, pa tudi dečki in mladinci različnih kategorij. Seveda, ko gledam nazaj, bi lahko dogajanje tudi malce posnel, ampak s fokusom na mojo dirko na to nisem niti pomislil. Pa vem za drugič in tokrat prilagam samo nekaj slik iz portala prijavim.se. Bom pa v opis videa priložil tudi povezavo do galerije, kjer se lahko slike ogledaš, če te to zanima. No, pa se lotimo še same dirke, kjer bom poizkusil malce poanalizirati dogajanje. Takoj po startu dirke smo šli prvič čez ta klanec in seveda se je kot vsak krog spodobilo to delati v sprintu. Klanec ni dolg, ampak te pa kar izčrpa. Ko pa se proga poravna, hitro ugotoviš, da moraš še zmeraj držati precej visoke vate, saj se takrat začne pospeševanje in na tem delu lahko hitro odpadeš. Moja današnja taktika je bila predvsem ostati v prvi skupini skozi celotno dirko in ne porabljati moči za nepotrebne poizkuse pobegov. Sam zase vem, da zato nimam dovolj vzdržljivosti. Na lanski izvedbi dirke sem po nekaj krogih spadal iz skupine in letos je bil prvi cilj dirko odpeljati bolje. To sem nameraval izvesti predvsem z boljšim pozicioniranjem v skupini, saj tako porabiš precej manj energije pri pospeševanjih iz ovinkov. Primer, ko recimo nisem bil dobro pozicioniran v tem ovinku, kjer je bila skupina tudi precej zgoščena. Tako se hitrost zniža vse do 20 km/h in da potem spet pospešiš na 40 ali 50, je seveda potrebno porabiti kar nekaj energije. Paziti je potrebno tudi na učinek elastike. Torej, čez ovinek se ponavadi iz zgoščene skupine naredi daljša vrsta kolesarjev in takrat, če kdo naredi luknjo pred tabo, je zmeraj nevarnost, da skupine ne ujameš več. Če si bolj na čelu skupine, pa lahko ubiraš precej boljše linije ovinkov, ni takega pospeševanja iz ovinka in nevarnost, da odpadeš, je precej manjša. V vožnji v skupini na dirkah velja en dober rek. Če se ne premikaš naprej, se premikaš nazaj. To pomeni, da moraš biti ves čas pozoren in izkoristiti priložnosti za premikanje naprej v skupini. V nasprotnem primeru te skupina hitro požre, kakor se je meni recimo zgodilo ravno na tem delu. Tukaj sem izkoristil priložnost za premik na malce boljšo pozicijo v skupini. Kmalu na to so se pa začeli napadi, ampak so bili uspešno pokriti.
teh dirkah ponavadi velja, da se skupina slej ko prej umiri in moraš samo zdržati do tega trenutka, saj je potem vse precej lažje. To se je recimo zgodilo že tukaj v 3. krogu, kar sem seveda izkoristil, da sem se premaknil čisto na čelu skupine. Nato me je prehitel kasnejši zmagovalec v moji kategoriji in ko sem pogledal nazaj, je bilo kar naenkrat nekaj metrov razlike do skupine, ki naju ni aktivno lovila. Vendar sem tokrat zavrnil, da bi sodeloval v pobegu, saj tako daleč vem, da nimam prav nobene možnosti in bi naj skupina slej ko prej ujela. Skupina se je na tem delu zelo umirila, saj sem bil na čelu z res minimalno močjo in noben ni imel interesa priti naprej. Moraš pa seveda biti še zmeraj pozoren na okolico, saj sem ob gledanju nazaj tukaj zavijugal in skoraj zaprl kolesarja, ki me je hotel prihiteti po desni. V 5. krogu dirke je bil tak pospešek v klanec, da sem skoraj odpadel. Nastala je luknja, ki jo nisem uspel pokriti in na srečo mi je uspelo priklopiti za tem kolesarjem, ki je luknjo pokril. Vse skupaj je trajalo samo nekaj trenutkov in spet je sledilo novo pospeševanje. Nato se je vse skupaj zares malce umirilo in želel sem pojesti en gel. Ampak pri vsej moji nerodnosti mi je seveda odletel iz rok. Ker rezerve nisem imel, sem tako ostal brez dodatnih hidratov. To sicer ni bilo kritično za to dirko, saj imaš za 1 uro dovolj glikogena v mišicah, ampak pri takih obremenitvah tudi nekaj dodatne energije ne škodi. Že v 7. krogu in sledil je nov pobeg, ki je tokrat uspel dvema. Tukaj so me res pošteno zasrbele noge, da bi tudi jaz poskusil priključiti in poskusiti srečo. Ampak sem si ponavljal, da ne smem, da se bom brez veze skuril in na srečo sem se zdržal. Malce smo se spogledovali, če bo kdo šel pokrivati pobeg, ampak zares ni bilo interesa. Tako sem se sam premaknil na čelo in držal nek normalen tempo, ampak daleč od tega, da bi poskusil zlovljenje. Bolj sem spet želel izkoristiti pozicijo za dober hod v drugi ovinek dirke. In sledila je zame skoraj kritična napaka na dirki, za katero sem bil kriv sam. Po polaganju ovinka sem prehitro začel vrteti in z levim pedalom zabil v asfalt. Imel sem kar precej sreče, da sem se dobro ujel, saj takšna tehnična napaka pogosto kriva za kak padec. Sledil je 8. krog, kjer so se fantje odločili, da je pobeg prenevaren in ga je treba poloviti.
Nastala je luknja, kolesar pred mano je sprintal, da jo je pokril, sam pa sem bil tukaj že precej na limitu. Na srečo sem imel za sabo še nekaj kolesarjev, tako da sem lovljenje prepustil njim in priklopil. Bil pa ta krog, sodeč po Strava segmentu, tudi najhitrejši na dirki. Povprečno smo ga prevozili z nekaj več kot 45 km/h. Naleteli smo tudi na nekaj prometa zaostalih kolesarjev za krog in v takih trenutkih moraš še posebej paziti, kako se prehitteva, ker se hitro lahko zgodi kaj nepričakovanega. Tukaj se je skupina spet umirila in sledilo je popravljanje pozicij. V tem delu smo se lahko tudi malce odpočili. Mislim, da smo vsi tudi že predvidevali, da uspešnega pobega danes ne bo in smo samo čakali na zaključni sprint. V 10. krogu smo dohiteli večjo skupino kolesarjev, ki so zaostali za en krog. In to spet seveda ravno na teh ovinkih, kjer je vse skupaj še malce bolj nevarno. Ampak na srečo se je vse skupaj izteklo brez težav. Smo že v predzadnjem krogu, kjer sem se spet premaknil na čelo skupine, da lepše prevozim drugi ovinek. Že nadalec so nas opozarjali, da se na ovinku nekaj dogaja, zato sem bil še ekstra previden. Na žalost je prišlo v prejšnjem krogu do nesreče v skupini in enega kolesarja so tam oskrbovali rešilci. Upam, da z njim ni bilo nič hujšega. Vedeli smo, da zatem gremo samo še enkrat na ta klanec, zato so spet sledila nova pospeševanja. Nastajale so luknje, ampak ker se je imel dokaj v redu pozicijo, ni bilo prave nevarnosti, da bi odpadel. Na vrhu klanca je zvonil zvonec, ki je oznanjal vhod v zadnji krog. Tukaj je sledil trenutek, ki je odločil zmagovalca v moji kategoriji. Na levi strani je napadel kolesar, ki mu je nato v pobegu uspelo zdržati vse do cilja. Na začetku je bilo še nekaj poizkusov pokrivanja, ampak skupina se je hitro umirila. V zadnjem krogu je bilo seveda veliko bojev za pozicijo in prerivanja in sam sem tukaj izgubil res dobro pozicijo. Nato je tukaj nastala velika luknja in sledilo je konkretno pospeševanje. Sam sem bil tukaj iskreno že precej na limitu in sem pokuril veliko energije, da sem sploh uspel priključiti. Posledično tudi ni bilo nič iz mojega ciljnega sprinta, pravzaprav je bil to skoraj najpočasnejši klanec na tej dirki. Na koncu je to vseeno bilo dovolj za 3. mesto v kategoriji Master A, čimer sem več kot zadovoljen. Povprečna hitrost na dirki je bila 41,8 km/h, kar je dober 2 km/h hitreje kot na lanski izvedbi. Mislim, da je to dober pokazatelj tega, da je konkurenca vsako leto malce boljša. No, upam, da ti je bila moja analiza dirke všeč. Naroči se na kanal in se vidimo na naslednji. Pa čau!